Dame in gospodje, reporter Milan sem ponovno na sledi resnice. Novo soočenje Škrata Bolfenka, kandidata za parlament, je pred nami. Torej, če v nedeljo obkrožite 100,6, date glas prav zanj in seveda on upa, da bo zagotovo prišel v parlament. Danes pa se bo soočil s prvakom socialdemokratske stranke, z gospodom Janezom Janšo, ki je prav tako tukaj pri nas v studiu, in danes bomo govorili o stanovanjski problematiki. Torej, prvo vprašanje za vas, gospod Janša. Stanovanjska problematika je v Sloveniji zelo pereča. Problem je, da je z vrsto zgrešenih potez stanovanjska problematika v Sloveniji z leta v leto bolj pereča, tako kot ste dejali. Edini odgovor vlade je bil ustanovitev tega stanovanjskega sklada, ki pa najprej je poskrbel za svojo veliko marmornatno palačo. Kar je ostalo, so potem uporabili za stanovanjsko gradnjo, vendar to ni rešilo niti 5% stanovanjskih problemov. Treba pa bi bilo seveda tudi več proračunskih sredstev nameniti za izgradnjo neprofitnih in socialnih stanovanj, še posebej za mlade družine. Hvala lepa, gospod Janša. Škrat Bolfenk, tudi tebi lep pozdrav in isto vprašanje zate. Stanovanjska problematika. No, zdaj, prvo jaz moram tu povedati, da jaz bi se gospodu rad zahvalil zaradi tega, ker je vseeno, ker nekaj zaslužen, da nimamo več posla z raznimi Jugoviči, ker vse še prenesem, samo da me Jugoviči to pa nijem rad. Drugo pa mi je malo čudno, ko je tako oblečen, rajše ga imam v zelenem, s čelado pa s puško, to je nekako bolj siguren. Tretje pa me v bistvu skrbi za njega, ker nekaj zavija. Zdaj, ali je to tam, pri nas na Pohorju temu rečemo volčji sindrom, mislim, pes ali volk, da nekakvi bacil, zdaj, če je cviček, je dobro. No, Škrat Bolfenk, vseeno o stanovanjski problematiki govorimo, ne se ukvarja z gospodom Jančo osebno. Mater, jaz več nič za nobenega ne znam reči, jaz sem pisal gospoda pohvalo, kaj zdaj? Vidva pa tak ne veta, eno je stanovanje, drugo pa je perečo, kaj me spet kaj perečo? Če je perečo, to je drugo, v to drugem, razumeš? Ne pa stanovanje, pri stanovanjih je tako, jaz se strinjam, mlade družine, stare družine. Starih sploh tu ne smemo menjati, ker stanovanj ne rabijo. Osnova, da nekdo rabi 40 kvadratov je, da razumeš, da dobro nategne svojo ali pa tujo babo. Stari tega ne dela, zato jih dajmo v neke katakombe, da tam preživijo ostanek. Jim mečemo neko hrano in damo nekaj za pit, razumeš, da se to življenjski krog počasi konča. In mladi takoj čakajo že z culami, da stari grejo pač tam, ko zašpila trobenta. Zdaj drugačni, to je biologija, to je življenjski krog. Razumeš, ne se moramo vedno več razje. Razumeš, pravimo Slovenci delati, pa to stari pa živijo. Seveda, če imamo toliko lekarne tu treba ukiniti. Treba za mlade neka zdravila, starejšem pa to te naravne šnops, pa to, da jim še malo tlak dvigne, da se pač to prijemo do nekega zaključka. Razumeš, pa pereče eno stanovanje, pa drugo. No, Škrat Bolfenk, v bistvu dobro, poslušalke in poslušalci bodo imeli svoje mnenje o tem, jaz se bom zdržal. Še eno vprašanje za vas, gospod Janša. Kje najti rešitev oziroma kako poiskati rešitev za to problematiko? V slovenski ustavi piše, da smo socialna država, vendar ne bomo res socialna država, dokler ne bo mlada družina, ki nima drugih pogojev, dobila neke izdatne kreditne podpore pri nakupu prvega stanovanja z moratorijem toliko časa, dokler ni sposobna vračati tega kredita. Ta inštrument uporablja večina evropskih držav in tudi v Sloveniji ga bomo morali uvesti. No, tukaj torej, gospod Janša, vi vidite ključ do rešitve tega problema. Škrat, isto vprašanje zate, kako bi to rešili? Jaz, ko bo tam vidva obkrožila, razumeš, dobro, vi tak nista sporna, ampak ko me bo ostali obkrožili, pa bo k sebi prišli, razumeš? Jaz sem se tako odločil in to sam, ker razumeš, nekih sodelavcev pukanih tak nimam, razumeš, ker vsem se je za to, pol pa ko bo slabo, pa bo spet si pravili, razumeš, kaj Škrat nisi nič naredil. Jaz, ko prijem tak daleč, bom naredil stražun, tam je treba podreti toto šumo, ker je vse volano, to jaz najboljše vem, ker hodim po šumi, pa voham gnilobo, razumeš, to ni, ker to vem, da šuma je šla v enostavno. Pa tudi živali tam ni več, ne? Živali, kakšne živali, nobenega več ni, to je treba podreti in tam narediti naselje, tako zdaj moderno, rdeči stražun 1. Rdeči stražun 1, Škrat. Lepo urejena stanovanja, v kateri bi dal pač svoje mlade družine, ker stare imamo na pobrežju v tam katakombe, ko sem jih že prej postavil. No in seveda bom, tu pa treba vedeti nekaj, da ta stanovanja bo res da zastojn, samo treba je vzeti nekaj pač tu v zakup, da je v vsaki enoti stanovanjski ena prasica not. Kako to misliš, Škrat? Ja, to je to zdaj moderno, če se menimo EU, pa sem pa tja, razumeš, tudi mlada družina, kaj ni lepše, razumeš, da pride mladi fant svojo noter, pa še ima eno svijo not zraven, dolg caj ti postane, ono imaš dve, razumeš, vse isto, za 2 ali za 3 kuha, tisti razumeš? In to lepo imaš not, če ne, pa daš v klet, razumeš? Pa pač pol, ko ti je gor pokličeš, baba prije 4 službe, ti ob enih prasica skleti gor, pa gremo.
Pa to je nečist račun in to bo zaživelo. Pol je nečist račun 1, 2, 3, 4, 5, vse pa razširimo ga do centra, razumeš? In pol pa če pa kdo, kaki tuj obiskovalec pride, ne, not pa treba dati 20 € pa samo v kleti, če kaka fraj gor stanovanje nima kaj hoditi. Da pa ne bi bilo to tako javno, pa ne bi rekli, materno, gledaj, Mariborčani so pa največje prasice, samo na to mislijo, pa bi recimo dali table, gor, ko priješ not, bi bilo levo stanovanja, desno je pisalo Zimnica. To je bila neka šifra, sem se jaz mislil. Tako da rečeš Zimnica, pa teži tič stoji. Dame in gospodje, to je bilo še eno soočenje Škrata Bolfenka in ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.